Evo, dober večer vsem skupaj. Lepo, da ste prišli na današnji pogovor, čisto blizu, a ne, veste, da imamo letos in res naš gost prihaja čisto od blizu. Ja. Andraž Rožman iz Mengša, a ne, po rodu bomo rekli. Zdaj sem preverila, da trenutno je v Ljubljani, ampak ba je že razmišljala, da bi se vrnil v Mengš. Tako da res še vztrajamo pri tem, da smo čisto blizu. Z Andražem smo pogovor že imeli, se najbrž spomnite, ob njegovem prvem romanu Trije spomini. Takrat se je loteval begunske problematike, sicer pa vse bolj postaja, se mi zdi, pisatelj, vse manj novinar, kar je bil prej. In mogoče za začetek vprašanje, to je zdaj drugi roman, ne? Mislim, da mi je Goran Vojnović rekel, da drugega se je najbolj bal, ker ta prehod iz prvega v drugega, sploh če je prvi še kar uspešen, a ne, je rekel, to je nekaj najhujšega. Kako je to pa pri tebi izgledalo, nastajanje drugega romana? Ja, najprej nekaj novinarskega je še ostalo v meni, ker ste videli, sem mogel dokumentirati, takoj sem slikal. Aha, čisto. Sem mislila, da moraš komu dokazati, da je res to, da si tukaj. Živimo v tem času, ker se to že kar avtomatsko fotkam, ampak se prevečujem za to. Bal sem se ga v tem smislu, če mi ga bo ratal napisati, ne. Pač moja pot je bila taka dost, kaj pa vem, vijugasta do prve knjige, no. Pač nisem bil prepričan, da mi bo sploh prvo uspel, in pol, ko mi prvo uspel, sem rekel, super, zdaj pa ne vem, sem zdaj samo eno knjigo napisal, ali bom še kaj več, ne. In tako da sem se malo bal, sem rekel, ne, kva pa če je zdaj to, kva pa če mi nikoli več ne bo nič uspel, in sem včasih v tem obdobju po prvi knjigi ta občutek, da je pa to mogoče. A ga slište, ali mu damo malo bližje? Je v redu, dober. Evo, prosim. Da je pa to mogoče vse, kar mi je uspelo, ne. Ampak pa sem zelo hitro videl, da verjetno bo še kaj. Ne, zdaj pred tretjo pa spet ne vem, ali mi bo uspelo, ali mi ne bo. Ne, tako da skozi je neka negotovost, ne morem za gotovostjo reči zdaj, da mi pa neko knjigo bo uspelo. To se pravi, da bo rekla pisatelj, ki še vedno nastaja. In se na novo in vedno znova potrjuje, a ne? Tudi v sebi. Ja, mislim, ne vem, če jih potrjuje, ampak itak se gradimo skozi cel življenje več časa, ne? Tako da pri meni, jaz sem se skozi pisanje zelo gradil tudi samega sebe. Ja, tudi zato, ker so vsebine tvojih romanov pravzaprav niso tako preproste, če rečeva, ne? Prvi smo videli ta begunska problematika in tudi zdaj je pravzaprav spet si dal na nek način svoj glas ali pa svoje pero ali pa svojo tipkovnico tistim, ki so nekje na obrobju, tistim, s katerimi se mogoče niti ne želimo vedno soočati, jih opaziti in ti jih delaš vidne, a ne, na nek način. Zdaj, v čem so ti pravzaprav, zakaj se ti zdi, da so se te zgodbe pravzaprav prelile vate in potem na papir in v knjige? Po eni strani zelo spontano, ne, jaz nekako črpam iz življenja, črpam iz življenja drugih, pa iz svojega življenja in nekako me nekaj potegne, ko nekaj začutim, ne, grem za tem, pač in dostkrat nimam načrta in niti ne vem, kaj bo. In recimo, če sem v knjigi pisal o razumskem pa nerazumskem delu, da je to bolj ta ne toliko razumski, bolj nerazumski del. Enostavno se prepustim in me vedno nekako pot pripelje k ljudem, k tak podobnim ljudem, ko ste jih opisali. Po drugi strani je pa to zelo premišljeno, ne, zato ker vem, da če pišeš, ne, to je neko politično dejanje, ne pisanje, pač, ker si v javnem nek del javnega prostora zavzameš in se mi zdi pomembno pisati o pomembnih temah in omogočati, da pridejo na površje glasovi, ki večinoma nimajo te priložnosti in so izjemno pomembni za celotno družbo, za cel naš, za vse nas, ne. Tako da jaz mislim, da tisto, ki je na obrobju, je treba dati v središče. Ne. In vedno, ko začnem razmišljati o temah, ali pa ko razmišljam o svetu, je moje izhodišče ponovadi razredno, ne. Če
zanemarimo razredni položaj ljudi, mislim, da smo že na začetku naredili napako. Tako da o tem razmišljam, ko začnem pisati. Seveda je to šele izhodišče. Ne? Za mene, zdaj sem asociativno malo zašel na to področje, ampak pravim, da ni končni odgovor, zame razred ni končni odgovor, razredni boj ni končni odgovor, je šele začetek, tam se vse začne in potem pa želim kopati globje, kaj se, ne, in potem nastane taka knjiga. Ne, upam, da sem rekel to razložil. Ja. Razredni boj. Smo šli kar leta in leta nazaj, ampak starejši to zelo dobro razumemo, kaj je razredni boj. Ne, to še vedno poteka, to poteka. Ja. To vedno poteka in bo in mislim, da sploh ta kapitalizem, ne, najbrž če zdaj malo zaideva, ki so že vsi mislili, kako bo, ne, jaz mislim, da se krepi in jača in nikjer ni na vidiku nekega izumrtja in z vsemi temi obrobnimi zgodbami, ne, če tako rečemo, v narekovajih obrobnimi, ne, se še čezdalje bolj uveljavlja in postavlja in dela zelo krute zgodbe. Ne. Ja, mislim, vse manj prostora za nek humanizem, za človeka. Ne. In se ne bom nič novega povedal, če povem, da sledi, pač vse sledi kapitalu, profitu in tako naprej. Me to res v take skrajnosti, da enostavno ni več vzdržno. Ne? Ta sistem ni več vzdržen, in to lahko na vsakem posameznem področju vidimo, vidimo na področju novinarstva, na področju psihiatrije, na področju psihoterapije, pač to naštel sem. Potem bova še kot naštel sem področja, s katerimi se jaz ukvarjam. In ki so tudi predmet te knjige. Ja, ampak tudi na področju šolstva, na področju zdravstva, posod. In pač ta sistem je nevzdržen in je enostavno treba skušati graditi alternative. Jaz pa vidim alternative v povezovanju med ljudmi, v nehierarhičnosti, v grajenju skupnosti, ne, v dialogu. Ampak tle vedno rečem, dialog vedno treba dodati, da ni hierarhije, ker resničnega dialoga ne more biti, če obstaja hierarhija. Ne. Tako da to so neke moje ideje, iz katerih pol črpam, pišem in tudi jih dejansko živim. Ne. Jaz to, ker pišem, nekako v veliki meri tudi živim. Ne. Skušam. No, Zdaj, vrniva se nazaj knjigi in zgodbi. Koliko pa je k nastanku te knjige in prispeval pravzaprav osebna zgodba tvojega prijatelja, ki je nocoj tudi z nami, a ne, Joca Podlesnika, ki mislim, da sem jo knjigo tudi posvetil. In se da ugotoviti, da si črpal ogromno tega navdiha, zgodb, življenjske poti in tako naprej, iz njegove zgodbe, ki si jo enkrat malo na krajši način že napisal. Ne. Koliko je pa to bilo tisto, da si rekel, to je to se da pa z tega res še več narediti, ne? Mogoče kako se začelo? Začelo se tako, da z Jočem se spoznala na turnirju, nogometnem turnirju Kralje ulice. Takrat sem jaz ravno končal prvo knjigo, ne, ker je bil tudi to enem drugem človeku, Mohamedu, in rekel, zdaj še meni nekaj napiš. Ne, in sem rekel, sem začel razmišljati, sem rekel, nekaj bom napisal. Ne, in potem sem napisal to dokumentarno zgodbo za eno drugo knjigo, pač krajšo, kjer je dejansko o Jocovem življenju. Zgodilo se mi je to pa to, pač čisto novinarsko dokumentirano. Ampak jaz sem v isti sapi razmišljal o novi knjigi, sem rekel, ta bo zdaj drugačna, kot je bila prejšnja, in sem nekako me vse bolj v to romaneskno smer me je vlekel, no, in sem potem nekako to Jocovo zgodbo vzel za izhodišče in sem potem prepustil svoji domišljiji, da sem jo pač pregnetil, kakor sem pač jo. In kaj je bilo bistveno, bilo to, da pri pisanju za neko osvoboditev mene med pisanjem, to, da se nisem več obremenjeval, kaj je dejansko obče resnično in kaj ne. Jaz sem nekaj iz obče resnice vzel in potem sem iz tega naredil literarno resnico in na koncu veliko ljudi sprašujejo, kaj res pa kaj ni, se to je normalno, se to ponavadi ljudi zanima. Na koncu še sam ne vem čisto točno. Se vse pregnete, fikcija, kar je seveda tudi bistvo literarnega dela, ne nazadnje. Tako da to je za neka nova realnost in je zame najbolj pomembna. Knjiga je za mene Bog, da tako rečem, ne, če malo pretiravam, in sem pripravljen za to vse narediti, ne, za knjigo, ko jo pišem. Jaz sem takrat obseden s knjigo, takrat mi knjiga pomeni vse, pač naredil bi vse za to in
Ko sem rekel, da si lahko to dovolim, da mi je samo ta knjiga pomembna, samo ta resnica, takrat je bilo to neka svoboditev, sem lahko res izživel to svojo kreativnost. Ja, vsekakor je not veliko tega, kar vsaj tisti, ki poznamo kakšne delčke tvojega življenja, smo vedeli. Ne? Zdaj, mogoče, če še kdo ni prebral, ali pa toliko tudi za tiste, ki za en tak uvod, knjiga ima nekako dve izpovedi, Klemnovo, ki je novinar, ki dela v neki taki oglasni agenciji in piše oglasna sporočila, prav novinar, ki mora početi nekaj, kar ni čisto novinarsko, je pa donosno, ali pa preživetveno, bomo rekli. In seveda potem Frank, kot pravzaprav občasni brezdomec, kot psihiatrični bolnik, večkrat zdravljen in seveda tisti, ki je tudi nekako Klemna skozi spodbujal, da naj podobno kot je očitno tebe Joc, naj kaj napiše o njej in o njem in sta se začela družiti in se seveda tako obe zgodbi potem prepletata v romanu in seveda sem že prej ti omenila, meni je bilo zelo zabavno, ko ta novinar Klemen govori, da pozna enega novinarja Andraža, Ki je ful slab. ja, in govori tudi o njem, in se mi zdelo tako lepo ta romanu oziroma skrit pod neko stvar, in tam si recimo se dotaknil sebe, tako na en mal duhovit način, če rečeva. Ja, mislim, to sem videl pri Hemonu, enkrat, ko sem točno. sem rekel, pa še sprobal. Ampak dobro, to sem zdaj naredil na drugačen način kot to. Tako bistveno, je pa zabavno, v knjigi. Ja, zdaj za vse stvari težko, tako bom rekel, vse, kar ne pišem, ima nek razlog. Imam jaz v zadnji neko zgodbo, ki se odvija, ki ni napisana. Sam, trenutno se pa ne morem kar za vsako stvar spomniti, ker ko jaz pišem, pa ko berem, se mi pol to riše v zadnji še nekaj drugega. Če me sprašujete mogoče v razlogih, da sem to naredil. Imam en problem, da ko enkrat knjiga natisnena, je ne morem več brati, oziroma jo ponavadi ne berem več. Medtem, ko jo pišem, jo preberem 100-krat, ne vem, 1000-krat, z velikim užitkom in mi to zelo rad počnem. Ker pa enkrat natisnjena, pa nisem niti prve, niti druge nisem več prebral. Tako da mogoče je to samo en tak disclaimer. Zdaj, zakaj mogoče sem malo hotel sebe narediti schizofrenga, oziroma in vse nas, pokazati to razdvojenost. V drugem delu knjige, ko ga samega sebe še parkrat omenim, sem pa hotel prek sebe neko zavist pokazati, ki tudi skozi psihoanalizo pride ven. Pač sem iskal, pač hotel sem pokazati psihoanalitični proces, mogoče o tem, ki kasneje rekla, in to je eden zelo pomembnih delov in sem iskal način, kako to narediti in to čustvo zavisti sem v bistvu skozi sebe, skozi omenjene samega sebe pokazal. Ja, zdaj sva že nekako grobo zgodbo, sva toliko mogoče, kot jo je treba v tem opisu vsebine, se mi zdi, da je kar nekako dovolj, ostalo je treba pa prebrati, še vse razne nijanse. Vsekakor je pa to roman, ki na nek način je protest proti poveličevanju razumskosti, normalnosti oziroma tega, kako tisti, ki se imamo ali pa imajo za normalne, gledajo na tiste, ki naj ne bi bili normalni. In se mi zdi, da je seveda zelo dobro, da se o tem začne razmišljati, da se o tem pogovarjamo, sploh pa še v teh časih, ko je tega tako veliko in o čemer bova tudi če govorila o teh težavah ljudi, tudi po covidu je stanje samo še slabše in še bolj zgrmelo navzdol. Zdaj, kako se ti zdi, kakšen je ta dogovor v Sloveniji glede tega, kaj je normalno, kako nasplošno gledamo na to in kako ti večkrat tudi praviš, pretiravamo s tem, da rečemo norci. Tako, brez da bi se zamislili, kaj to pomeni. Bo zdaj neki, mogoče nečisto vprašanje odgovoril. Jaz sem pač tudi ta drugi del Klemna, itak, da sem tudi kaj iz svojega življenja črpal in pozicija je
pozicija je dost moja, ne? Ker jaz sem tudi sam hodil na psihoanalizo, sem cel proces zaključil, zelo dolgoleten in zelo poglobljen proces. Tle je moja pozicija vidna, ne, medtem ko v smislu faktov to ni moje življenje, ne, ampak itak sem marsikaj vzel, no, in na kaj se navezujem zdaj, ko omenjate normalnost, in danes je tukaj tudi moja profesorica slovenščine iz gimnazije, kjer Klemen omenja Marja Kodra, Klemen omenja profesorico, ki mu je pokazala neko luč v tisti njegovi temi, ko je sam taval, bil je zaprt v svojo sobo in je sam nekaj razmišljal, pa mu nič ni uspelo v življenju, pa se je spomnil enih literarnih del, ne. In to so bili nekakšni sončni žarki, ki se jih je potem oprijel in potem splezal na svetlobo in začel potem biti bolj ustvarjalen v drugem delu knjige. No, recimo sem tle nekako povezal neke stvari s svojim življenjem, zdaj mogoče ne čisto dobesedno in nikoli ne bom pozabil, ko je moja profesorica Marja govorila v srednji šoli, ne, nisi jo mogel tako razraziti, če si špricu ali pa ne vem, če smo kaj spil recimo, pa kaj pokadil, ne, to ni bilo take panike, ampak če si pa nekoga obtožil normalnosti, je bila pa panika, ker tega pa noben ne more določiti. In to je nekaj, recimo, ker sicer je taka stvar, v glavnem, to je nekaj, kar sem nesel s sabo, ne, in potem razvil, ko sem doživljal druge stvari v življenju in v teh najstniških letih sem nekaj take, saj to se sliši dosti preprosto, ne, itak, da ne more noben določiti normalnosti, sam ljudje na te stvari včasih pozabljamo, ne, in pol, kot je kot najstniku ali kot otroku ti nekaj ustane in se včasih pa res uprimaš na neke stvari. To je ena od stvari, na katerih sem se jaz dejansko v mojem življenju kdaj odprl in potem, ko govorimo o temi psihiatrije, norosti in tako naprej, sem potem to razvil in mislim, kaj je normalnost. Pač normalna družba je proglasila neke ljudi za norce, ker ne ustrezajo normam, ki pa so itak večinoma krivične, ne. Krivične, se smo prej rekli, živimo v kapitalizmu, ki je itak zašel pač v slepo ulico in je grozen, ne. In zdaj pač te ljudje, ki ne sledijo normam, so v manjšini, ne ustrezajo temu reprodukciji dela v kapitalističnem sistemu, ne, ko se ti poznamo te teorije, tako da ne bi zdaj razlagal o tem, tako da in potem jih je pač sistem proglasil za nore, ne, ampak mislim, tako da jaz včasih, tudi enkrat sem v enem intervjuju rekel, da če mi boste rekli, da sem normalen, me boste užalili, če boste pa rekli, da sem norm, in boste dali pa kompliment, zato ker jaz ne želim in se ne poistovetim z normalnostjo tega sveta, pač jaz ne želim, zame ni normalno to, kar sistem, v katerem živimo, sporoča, pa lahko govorimo o katerem koli sistemu, ali je to psihiatrija, ali je to šolstvo, ali je to nekarkoli, in tako isti princip posodne. Tako da jaz se ne čutim normalnega v tem smislu. In spodbujam tudi druge, ne biti normalni. Pokažite svojo norost. Ja, ampak vseeno, ne, če se pa malo vrneva, družba zna pa to biti izjemno krivična, ne? Ja, mislim, stigma je ogromna, jaz zdaj tle nekaj govorim pa filozofiram, lažje reči kot narediti, ne, pač. Tudi tam not, ne, Klemen se že z mladosti spominja, pa sem tudi pomislila malo na te, pa na Mengaš, ne? Ja, ker se Klemen spominja, kako krivico je enkrat naredil, ne, sej v Mengšu pravzaprav je tudi tak delovni center, ne, mislim, da je, ne? Pa sem rekla, mogoče pa tam Andraž tudi kaj videl ali pa doživel, ne, nekaj takega. To lahko, v bistvu, to niti, v tem primeru niti ni šlo toliko za, v bistvu se šele pol spomnil, se res v Mengšu malo. Si se pol spomnil. Pa si to opazil, jaz pozabil, da recimo se to je bliz. Pol sem se spomnil, ker sem, zdaj ne vem, kdaj sem se spomnil, ampak se spomnim pol teh ljudi, ki so hodili tja na delo, jaz pa iz šole, to se spomnim. To je en bolj tak primerana oblika, ne, se koncev je bil delovni center, kjer so skušali čim bolj poiskati neke stvari, s katerimi jim omogočali. Jaz v resnici ne bom zdaj komentiral Mengaškega centra, ker ga ne govoriva o tem. Vem, ker ga ne poznam, resnici, jaz ne vem, ampak jaz nasplošno o takih institucijah, sem do takih institucij zelo kritičen, ne, in pač
o dezinstitucionalizaciji pišem, ne, to pomeni, da naj bi se institucije, zavodi, te ustanove, kjer so ljudje zaprti, kjer živijo in tudi delajo, tudi VDC-ji so tudi spadajo, pa to naj bi se razgradili in ljudje naj bi potem živeli v skupnosti, imeli primerno oskrbo, imeli možnost izobrazbe in dela. Ne? In to ni res, da ljudje, ki imajo te stiske, da ne morejo delati. To absolutno ni res. Zdaj, en primer imamo, najboljši primer bi jaz rekel, imamo v Trstu, kjer so ljudje šli ven iz teh institucij in potem tu začeli delati in je to zelo zgodba uspehov, ne, v Trstu. In taka običajna dela za običajno plačilo, ne tako, spet ne vem zdaj točno, koliko dobijo za svoje delo v teh centrih, ampak vem, da zelo malo, ne, da je to v bistvu verjetno gre za izkoriščanje delovne sile. Ne. Pač jaz mislim, da človek, treba ga je imeti kot človeka, ne tako pokroviteljsko, ja, da ti malo tam deli, pa ti mu dali tiste 3 evre, sam, da imamo mir pred tabo, ne. Pač nekdo, recimo, zdaj se spomnim primera v Dutovljah, ki je ta poskusni. Ja, tam se deinstitucionalizacija zdaj dogaja in verjetno jim bo uspel. In se spomnim ene zgodbe, ki sem jo slišal, nekdo tam dela v pralnici, en od teh stanovalcev, in dela v pralnici neka težka fizična dela, ki bi jih lahko dobi pa mislim, da maksimalno 1,2 evra na uro. On bi lahko to delo počel v katerikoli drugi pralnici ali pa ne vem, kakšno podobno delo za običajno plačilo. Ne? Tako da zato se jaz absolutno zavzemam in tudi mimogrede, tudi to sem zdaj vpisal po diplomce na fakulteti za socialno delo in prav modul oskrba v skupnosti. Ja, zdaj sva preskočila, saj sem nekako predvidela, da se bova več kot morda v sami knjigi pogovarjala o tistem, kar ta knjiga sproža v nas, te razmisleki. Pač v knjigi je kar precej grobo opisano tudi številne stranpoti preteklosti. Ne. Jaz sem se veliko spraševala, pa sem šla tudi še tega hrvaškega Krešimirja Mišak poslušati, ker je imel enega, to je en tak mal poseben na robu znanosti, so ene oddaje, kjer se pogovarja o teh z nekim psihiatrom, kako so tavali, kako je psihiatrija pravzaprav leta in leta tavala, od elektrošokov, medikamentov, pretiravanja z zdravili, ne vem, pravzaprav skoraj same nenavadne in tudi relativno neuspešne metode. Ne. Ti imaš drug odgovor, kako se lotiti, recimo, in pomagati tem ljudem. Po moje psihiatrija še vedno tava, pa se bomo mogla sama priznati, da tavam. Zdaj, jaz nimam odgovora pa rešitev na vsa vprašanja. Ampak nakazuješ. Mislim, jaz z ogromno ljudmi sem se pogovarjal, ne samo z Jocem in z opazovanjem, kaj sem tudi prebral in tako naprej. No, in v glavnem, kaj je bistveno, pač duševno zdravje ni stvar ene stroke. Ne? Duševno zdravje je stvar ljudi, je stvar ljudi, ki so uporabniki psihiatrije, njihovih svojcev, njihovih prijateljev, njihovih vrstniških podpornikov, to pomeni nekoga, ki je že preživel te zadeve, pa se je opolnomočil, pa potem lahko sodeluje v podpori ljudi v stiskah, tudi drugih strok, od socialnega dela do, ne vem, če psihoterapije, ne vem, če so vsega. In tudi mislim, da tle tudi ne bi smeli te hierarhije, ne? Da bi enostavno, tudi obstajajo pristopi. Jaz sem tudi v knjigi omenil en pristop, ki se mu reče odprti dialog, ki se zbere ogromno teh ljudi in se potem pogajajo, kako bodo podprli enega človeka. Tako da, in kaj jaz pač očitam psihiatriji iz teh informacij, ki jih imam, da je prevečkrat ali pa mogoče verjetno v veliki večini primerov pač edini odgovor, ki ga ima pač zdravila in pa hospitalizacija. Ne. Pač jaz nisem za ukinitev zdravil, seveda kdo potrebuje, ampak treba je to z neko premišljen način in z nekimi, ne vem, na drugačen način to početi. Tako da nakazuješ pa predvsem to, tudi skozi to skupino, ki si omenil, kot rešitve ali pa kot nekaj, kamor je potrebno začeti usmerjati energijo, pogovor, druženja. Ne? Ja, enostavno človeku dati, da
mu dati možnost, da je pač človek, da lahko, ne vem, da je lahko v kino, da je lahko, ne vem, s prijateljem na grečak, da je lahko na kavo, ne. In tega, če živiš v Zagorju, te možnosti nimaš. Jaz sem tam bil večkrat, edina stvar, ki jo tam ljudje imajo, so cigareti pa kava iz avtomata. Niti v kafič ne morajo iti na kavo, zato ker morajo iti, ne vem, kilometer, 2 po hribu, tako dosti strmem hribu in dosti teh ljudi tega ni zmožnih, ker imajo tudi fizične ovire nekateri, ne, tako da, in nimajo denarja, ne, pač oni plačujejo za to, da so tam, ne. Oni dajo svojo penzijo, oziroma če nimajo dovolj, jim občina doplača, da so tam. Ko bojo pa enkrat živeli zunaj, ko bojo živeli v stanovanju, se bo pa to financirali pač za njihove storitve, ki bojo potrebovali. Zdaj, jaz govorim o psihiatriji, pa to lahko pol, ki je tudi Joc povedal, on več ve o tem, kot pa jaz, ne. On ima te izkušnje, jaz jih nimam, tako da... Sploh ne bi smel biti tle, po psihiatru, je mogel biti že 20 let mrtev. Ja. To je najbolj žalostno. Zato, ker tudi v knjigi je opisana, pač opisujem inzulinsko terapijo. A boš ti povedal, ali jaz povem? Kaj povem? Pač Joc in tudi ta lik oba sta preživela več, mislim, da 2 meseca pa pol, 3 mesece, ne 6 dni na teden, so jim umetno zviševali pa zniževali raven sladkorja v krvi, tako da so jih v komo spravili, ne, na tak način so jih resetirali, tako so jih hoteli narediti normalne. Ne, in pač posledice so bile hude, Joc pravi, da velika večina teh njegovih soborcev je že mrtvih zdaj, ne. Eden je še živ, ne. Poleg tebe. Drugi so šli pol po zavodih in tudi tam ruinirano življenje. Kaj elektrošoki, slično. So kot nek eksperiment, ki pravzaprav ni dal nobenega pravega rezultata. Beautiful Mind. Ta film je Ja, pokazal. Čudoviti um. Čudoviti Si oglejte, boste videli, kako to izgleda. To je Joc pravi, da je bil on zadnja generacija sred 80-ih, tako v zahodnem svetu se pa to 20 let prej že končali s tem, ne, so ugotovili, da to En pač mesec po mojemu koncu je šla gospa doktor, ki je bila ekspert za to v penzijo in ni naredila nobene žurke, sem šla je v penzijo, to vse pove o njihovih medsebojnih odnosih na psihiatriji, kakve ibunga so oni imeli šele med sabo, ko smo mi spremljali, kako so hodili na kofe en in drugega, pa intrige, pa to, ker itak smo bili z njimi tam. Ste bili skupaj zaprti. Ja, ne. Se pa naredijo, tudi oni so umor. Pa ne eden. Res, kruto. Ja, to verjamem. Zdaj, poslušala sem to oddajo, ne, žal, ne vem, če kdo spremljal to, zanimivo je bilo, da je tisti psihiater potem čez en teden umrl zaradi infarkta, tako zelo, ki se je zelo pokesal, seveda, znotraj te oddaje o teh stranpoteh psihiatrije, ne, ki jih je opisoval, kako so tavala, ne, kot stroka so tavali in še vedno tavajo, ne. Pa me zanima zdaj, kako se je to najbrž videla sem in sem hotela izreči tudi eno pohvalo ali pa zahvalo. Zdi se mi, da si res to knjigo odprl kar precej, ne, tudi letos prvič, ko je bil ta mednarodni dan duševnega zdravja, si potem na Valu 202, mislim, bil gost in se mi zdi, da se, ali jaz prej nisem opazila, ampak več se je govorili in mislim, da bili so intervjuje, bili so pogovori s tabo. Tema, ne, se je odprla. Videla sem tudi druge članke, kjer niso neposredno napisali Andraž Rožman, ampak so bili ne vem, če je kdo prebral to zgodbo, jaz sem prvič se zamislila, mislim, da je bila prejšnji teden v delu o neki starejši gospe, mislim, da 76 let stari, ki so ugotovili, ne, ki so jih hospitalizirali in je hči šele zdaj ugotovila, da pravzaprav ta njena mama plačuje kompletno to oskrbo v celoti, ne, da mi pravzaprav sploh nimamo zgodbe urejene, nekoga dajo v tak, ne vem kaj že, zavod ali pač neko institucijo in potem, a veste, to ni tako, da je to bolnišnica, ne, komplet njena penzija gre za njeno oskrbo in se ne ostane nič, ne, tako da to sploh ne veš, kaj zdaj je, po drugi strani pa popolno zaprtost. In pol tak človek, recimo, on ima tam urnik, ne, kosilo imaš takrat,
zajtrk imaš takrat vse, kaj boš jedel, ti drugi določen, pa reče, ne vem, kaj pa če bi jaz en priboljšek danes naredite mi pašteto ali pa eno čokoladko, pa rekel, ne smeš, ampak on jim plačuje, zato ste rekli, Ja, ne. plačujejo to. Ne. Jaz sem prvič to sploh se zamislila. Ne? Mislim, sej dom upokojencev recimo je pa dobro, ampak ni isto, to je neka oblika zdravljenja pravzaprav, ali bi, morala bi biti, ne pa, da je to zdaj ne vem kaj. Mislim, Ne. ja, to je neka, pač, to je tako zapiranje to, ne, pač ljudje so tam zaprti. Ali kako se je to obneslo, to razgradna institucija recimo v Italiji? Ja, to, no se Joza, si hodil še povedati nekaj? Ja, jaz sem več kot 10 let 40 evrov župnine, ne. Imel sem pa odprt račun v Kamniku, ko sem živel v Svetilniku, da sem v spotu trgovino hodil in pa šefic podpisoval, pa sem imel prepoved Coca-Cole, pršut, da to ni, da to ne smem, kva, a voda lahko kupam? Budale. 40 evrov župnine, vas ostali najde šel za to, da sem kao v Svetilniku živel, vemo pa, kdo je v Svetilniku dal 250 ali pa 300 tisoč evrov za stanovanje in smo bili mi tam eni kobajagi, norci. Veš, kako se nas gleda, kot da smo z Luna padli. Ja, na vprašanje, da odgovorim. Ja, mislim, v Trstu so dezinstitucionalizacijo naredili psihiatri, ne? Pač to je zelo pomembno. Prej ste omenili nekaj psihiatra, ki se je pokazal, ampak oni, ne, to ni neka kaprica, ne vem, kritiko psihiatrije, ampak dejansko psihiatri Franco Basaglia je prišel leta 70 v Trst in je dobesedno odprl vrata bolnice in slikal svojo belo haljo in rekel, zdaj pa mi nismo več, nisem jaz več nad vami, pa vi ste zdaj, niste zdaj več objekt, mi smo zdaj vsi ljudje in to, ne, on, o tej hierarhiji, ko govorim, ne, on pač je to hierarhijo zrušil, ne, in potem se je začel, to je bil takrat, je bila to cela psihiatrična revolucija, so temu rekli, to je bila velika stvar, ne samo v Trstu. Ja, se je veliko govorilo. Ja, ne, in potem so tudi sprejeli zakon leta 1979 v Italiji, da je treba vse institucije zapreti. In tudi to so v Italiji naredili, najprej v Trstu in v Trstu z najboljšim sistem so zgradili v Trstu. Ne, in oni so potem ustanovili centre za mentalno zdravje, 4 ali 5 centrov je po Trstu, kamor ljudje lahko pridejo prostovoljno, po neko oskrbo, lahko tam tudi prespijo, če želijo. Pač vse je bazirano na prostovoljni bazi. Psihiatrične bolnice ni več, torej tudi ustanove, kakor je Polje pri nas, tam ni več, samo v sklopu splošne bolnice imajo 6 postelj, kjer kot so neke najbolj akutne zadeve, ljudje prespijo, ne vem, par dni tam, ampak maksimalno, ne več. Ne. Potem so ustanovili zadruge, kjer so ljudje se izobraževali in dobili službo, delo, ne, in to in neko resno delo. Ne. Oni imajo radio Fragola, recimo, oni imajo teater, imajo vrtnarstvo, imajo neko videoprodukcijo, obleke izdelujejo, cel kup enih stvari. Kaj? Šport tudi. Ja. Ja. Jaz sem leta 98 spal v Udinah, smo imeli dvodnevni turnir. Ja. In smo spali v Norišencu, ki je bila zaklenjena. To sceno videl, ker nas začel, smo šli jesti na pico po tekmah in nas pripeljejo noter, sobe, vse odprči, dišalje, prav levicejo po čistem je dišal. Pa smo si zbirali, jaz sem šel v mrežo ležati, za nalaž, v mrežo sem šel ležati. Za spomine, pa ne obujati spomine. Ker so te zaprli mrežo. Ja, jaz sem bil v odprti mreži, sem je tukaj fajn zdel. Tam sem en štrkoc najdel. Zjutraj me niso najdel, ko so prišli me zbuditi, jaz sem bil zmatren, ker sem se fajn gonil na igriš. Bili smo prvi, da lahko povem, da sem malo na koncu. V glavnem, za intermezzo, 98. v Udinah, bolnica zaprta, Kjuzo, tako kot ste rekel, pod Basaglia. Basaglia ima primer, ko gre penzija v mirovanje, ti pa delaš v kooperativi, se pravi v zadrugi. Brez problema narediš 9000 evrov prometa, ali pa zaslužiš, pa začneš plačati davek. Da si normalen človek, da tudi plačuješ davke, da si vreden, da se počutiš normalnega. In pa brez takih komisij, ko zboliš, se aktivira penzija, da ti lahko plačuješ račune tam, kjer bivaš v skupnosti. To je vsa umetnost. Ja, in te zadruge naredijo nekih 30 milijonov evrov
prihodkov na let. Ne. Pač to je resen biznis v smislu. To je normalno delo, ne? Tako lahko rečemo. Tako da recimo to je italijanski primer, v velikih državah so marsikaj naredili na tem področju. V Italiji recimo šlo pa drugače, v Angliji šlo pa drugače, šlo pa bolj od zgoraj na vzdolj. Tle šlo od spori, tle šlo od zgoraj, so pa mislim, da pogruntali, da se bolj splača, če daš ljudi ven iz institucij, se bolj splača, če ljudje delajo, ne? Če so manj odvisni od zdravstvenega, socialnega sistema. Ne? Ampak so tudi vzpostavili, ne poznam tako podrobno, ampak so vzpostavili nek sistem, ki je bolj human, kot je zapiranje. Mislim, veliko bolj human. Zdaj, opiš malo mogoče še to Dutovlje, no? Kako zdaj to približno izgleda razpad institucije, ki pa še vendarle na nek način ohranja določene stvari, seveda se to ne more kar biti samo nič, ampak mora biti kvalitetneje. Mislim, zaenkrat še do preselitev še ni prišlo. Poteka evropski projekt, kjer je dala Evropa ne vem koliko milijonov, pač dosti milijonov, da je možnost, da so zgradili stanovanja in zdaj, mislim, da zdaj v teh mesecih bodo začeli prvi ljudi preseljevati. Zdaj neka velika zgodba je bila v medijih v Divači, tam so zgradili 3 hiše in so krajani tam proti, ampak so pač proti, ampak oni se bodo vsem preselili in potem bodo mogli nekako živeti skupaj. Mislim, da je to treba skočiti v vodo, pa se bodo naučili skupaj plavati. Ne? In bodo tudi potem te krajani, se mi zdi, ko jih bodo spoznali, bojo imeli manj predsodkov. Tako je smisla, kaj enkrat spoznaš, potem nimaš več toliko predsodkov. V glavnem, zdaj ta projekt poteka in končni cilj je, da vse ljudi izselijo ven, tudi te, ki so na zaprtem oddelku. Ne, s tem, da so na zaprtem oddelku, v veliki večini tisti, ki niso nevarni nobenemu, oni pravijo, da so kao nevarni sami sebi, ne, da imajo neke te fizične ovire, brez veze so zaprti, no, pač lahko bi bili na odprtem. Zaprti oddelek to pomeni, da imajo ograjo, da tam pritliče so in tam okrog njihovega dvorišča ograja in ne morejo iti ven nikamor, če jih nekdo ne pelje. Ne. Tako da, oni bodo potem te ljudje razselili in jim nudili oskrbo, ki bo potrebna. Ne. To bo nekako, te servise, te službe bo treba, jih že razvijajo. Ne. In zdaj, če nekdo potrebuje, ne vem, da mu nekdo skuha kosilo, bo imel pač to. Če mu nekdo potrebuje neko bolj zahtevno oskrbo, bo pač dobil to. Ne. Zdaj, pomembno je, da se te službe sočasno čim boljše razvijajo. Ne. In zdaj tam v Dutovljah je ogromno ljudi, ki se spoznajo na to, ki pomagajo to graditi, tudi to neko skupino tujih strokovnjakov imajo, sem bil parkrat zraven, iz Trsta, iz Anglije, iz Češke, pa mogoče še kdo, ki jim pomagajo to delati in zdaj upamo, da bo čim bolj kvalitetno narejen in da bodo potem ljudje lahko živeli v skupnosti. Ne. Je pa to nekaj, kar deinstitucionalizacija se nikoli ne konča, resnično, to je treba skozi ves čas delati na tem, preizpraševati in za Slovenijo je pa zelo pomemben ta primer, da bomo imeli pol primer za naprej, vzor za naprej, da bodo šli lahko tudi drugi zavodi po tej poti, ker je sicer res zelo težko, ker je ogromen odpora, notranjega ogromen pri zaposlenih, se tudi v Dutovljah ga je. Ne. Imamo v tem pilotnem projektu sta 2 Dutovlja in Črna. V Črni je toliko odporov, da ne vem, če bo sploh kaj ratal, v Dutovljah pa očitno, da bo. No. Tako zdaj kažem, ampak to so neke take nečisto uradne informacije. Ja. Cankar je napisal Dolina Šentflorjanska, Dom Perino na planini, so se bunili isto, zdaj so pa ponosni na to, da imajo Dom Perina pa skupnost. Poznam te stvari, ker sem tudi sama šla čez eno podobno zgodbo, ko smo hoteli Dom Perino v Domžalah osnovati, oziroma je bila pobuda, zato pa smo tudi naleteli pravzaprav na nasprotovanje. Ne. Te strahovi, zato so taki pogovori, ki jih zdaj tvoja knjiga sproža, te razmisleki, da se začnemo o tem pogovarjati, tako pomembni. Ne. To, ki je to poslanstvo, ki si prej rekel, knjiga je politično dejanje. Ja, v tem smislu prav gotovo. Jaz želim odpirati prostor za debato o tem. Je res, da imam nekatera zelo jasna stališča in mislim, da jih je treba imeti, ampak želim odpuščati prostor za različne mnenja in za pogovor na tej neki, kako sem rekel, nehierarhični ravni.
Tako da, ja, jaz si želim dialoga recimo s psihiatrijo ali pa ne vem s kom, pač absolutno, samo nekatere stvari so pa jasne, ne, mi moramo biti enakovredni v tem pogovoru, ne, vsak, sploh še posebno mora veliko šteti mnenje uporabnikov, ne. Pač, ker velikrat je tako, da so uporabniki samo neki objekti, ki nimajo neke ki jim nihče ne prisluhne, ja, njihova volja ni ne jemlje resno. In to je treba, absolutno treba to spremeniti. Da ti tudi opozarjaš vedno in v pogovorih na nek način, tudi v knjigi, oba to skozi besede, tudi Frenka in tako, ne. Ta način pristopa, pomanjkanje pogovora, ne. Mi imamo eno izjemno, tako kot v celem zdravstvu, tudi v psihiatriji zelo in pri vseh terapevtih in tako, zelo težko situacijo popolnega pomanjkanja stroke, ne. Ne vem, sploh ni za pogledati, kakšne so čakalne dobe, tudi če bi kdo hotel, ne. In kako potem in koliko možnosti ima nek psihiater, da se na ta način pogovarja, si vzame čas. Jaz vem tudi, ker je ena od mojih prijateljic to počne, ne, profesionalno, ne, kako oni se borijo za to, da si izborijo pol ure ali pa lahko tudi uro, ne, ki jo človek takšen potrebuje, ne pa, ne vem, 10 minut, nov, ne, antidepresivi, recept pa seveda gre najhitreje. Se upravičujem, gospod Sica, danes sem imel psihiatra, 5 minut so se pogovarjali, ampak je ful dobro, sem 15 let pri njej. So mi rekli na mojem društvu, zamenijo, prosim, kam zdaj menil, kak gate, mislim, halo, če enkrat zaupanje postavim. Si zadovoljen s svojo psihiatrijo? Ampak kljub temu, da je samo 5 minut si vzela, pa menga ni imela. Ja, ta problem je po moje velik, ne, in pol v ta svet vstopajo še šarlatani, ne, pa samorazglašeni terapevti, pa ne vem, ne, tukaj pol, kdo ima denar za terapije, kdo jih tudi tega ne nima, in se mi zdi, da je tukaj popoln kaos pravzaprav v Sloveniji, popoln kaos. Ja, mislim, sistem razpada, ne, tako kot sem rekel. Mislim, jaz imam ponovadi stališče, da je treba najprej kritizirati sistem, ne toliko človeka, ne. In jaz verjamem, da kakšen psihiater bi se želel drugače, ampak ni mogoče v tem sistemu. Ravno nedolgo nazaj sem govoril z enim zelo mladim psihiatrom, pa psihiatrinjo tudi, ampak on mi je rekel, da mislim, bilo je vidno, da si želi, ne, da si želi pogovarjati z ljudmi, da si želi spoznavati razne pristope, ampak je rekel, jaz to ne morem, jaz toliko delam, mislim, sploh ne morem predelati, očitno je bilo, ne, da sploh ne more predelati vseh teh zgodb, ki jih dobijo, ni časa, ne, za neke supervizije, pa to, in tudi to, ne, pač ta 32-urni delovnik, ne, ko ga imajo v zdravstvu, to, ki si dežuren, pa delaš, pa si dežuren, pa delaš, v bistvu ne pretrgamo, to tudi pozabljamo včasih, ne, pač to so spet, mislim, to je absolutno, se mi zdi nesprejemljivo, ne, tako da, mislim, problemov je ogromno, ampak... Ja, problemov je ogromno, vsi se jih nekako, zdaj se o tem tudi več malo govori, več se piše, ne, kadra manjka, vsi znaki so pa jasni, ne, COVID je prinesel še eno večjo težavo, da se zdaj to dogaja še zelo, zelo mladim ljudem tudi, ne, da so še pravzaprav otroci padali v to zgodbo na veliko, ne, in tam je še tudi tam popolno pomanjkanje, ne. COVID je, mislim, da se sam razkril, ker je bilo že prej malo pod površjem, pa se še nekako dal. Pa še kakšno, a veš, je pa tudi kaj novega, ne, mislim, pač ta samota, ta izolacije, nedruženje, ki je seveda za enega pubertetnika nekaj najbolj groznega na svet, se mi zdi, ne, ko je, njegov svet je zgrajen, ne, pubertetniški svet je zgrajen na vrstnikih, ne na starših, ki so bili zaprti starši, to se mi zdi, da... če se hočejo najstniki družiti, pa ostali, če hočemo tudi graditi to skupnost, o kateri govorim, rabimo prostore za to. Sam prostor je pa zelo malo, večinoma so jih kapital pokupi in dela biznis iz njih, ne. Sploh prostore na način, da ljudje sami organiziramo, ne da nam
da nam reče, ne vem, ali občina, ali država, ali ne vem kdo, kako ne se organiziramo. Ne, le se moramo sami. Ne. In jaz verjamem v ljudi, jaz verjamem, da smo ljudje tega sposobni. Jaz mislim, da ne rabimo nobenega nad nami, ki nam bo govoril, kako ne živimo, pa kako ne. Ljudje znamo vsi sami poskrbeti za sebe, sploh pa v skupnosti. No, in tega, to se vse zgublja. Ne. Ja, s COVID-om verjetno še bolj, pa mogoče pa še več nekih upravičil, ne, da se še bolj oddaljujemo, da še manj možnosti te interakcije človeške. Ne. Ja, se pravim, tudi vsi znaki, ne vem, ki kažejo na to, ne, koliko je v odpadnih vodah antidepresivov. Ne. Ja. Ne, to ni treba nič, to so znanstvene stvari. Ja. Ne samo, da ugibamo. To je to. Ja, mislim, antidepresiv je ratel neki skoraj da ne vem, bonbon, ja. Tako da, ja, mislim, zelo takoj ti predpišejo, zelo hitro ti predpišejo. Sej v določenih primerih, a ne, v redu, Ja, najbrž, ja. da bomo rekli, to je vse slabo, ampak te nadgradne, to pa pomeni, antidepresiv nekdo potrebuje, zdaj pa treba ga nekam vključiti, pogovor, ne. Zdaj tam vidim, da tudi Klemen na koncu s tem začne na nek način razmišlja, ne, da bi se ukvarjal, da bi te skupnosti pogovorne odpiral. A je to tudi tvoja zgodba zdaj? Počneš kaj tega? Ne vem. Ja, počnem. Mislim, jaz spet ne vem, kaj je bilo prej. Mislim, ko sem jaz napisal še enih odločitev sam v svojem življenju, še nisem sprejel, sem jih še kasneje, bom mogoče zdaj to povedal. Mogoče prej sam še glede antidepresivov, pa zaradi tako, sem rekel, jaz ne govorim, da je treba to ukiniti, jaz ne govorim, da je treba recimo ukiniti psihiatrijo, čeprav marsikakšna moja ideja prihaja iz antipsihiatričnega gibanja iz 60-ih, 70-ih let. Ampak tisto gibanje ni reklo ukinimo psihiatrijo, tisto gibanje je reklo, da je treba korenito spremeniti. Jaz to govorim in ti slučajno ne rečem, da je treba, ali pa ne isto pri zdravilih, ampak treba je pa kritično jemati zdravila, kritično gledati na to. Ne. Meni se zdi, da se to, ker ste omenili, da skoraj vsak ta drug že jemlje antidepresive, da se to počne nekritično, da je to že kar nek, tako kot bombone, kot je nekdo rekel. Ne. V glavnem, glede teh mojih odločitev, ja, jaz sem v bistvu sem začel študirati na fakulteti za socialno delo, a to sem že omenil, ne? Podiplomski, ja. Prav to oskrbo skupnosti, ampak moj plan je pa, da bi tudi šel na psihoanalitično psihoterapijo, pač se izobraževati za to, tako da mogoče bom enkrat tudi terapevt, ne vem. Ampak je pa v planu... Je v Ljubljani, ne, tudi? Ja, je pa v planu, da to gre naslednjo leto, oziroma, ja, bomo videli, kako bo šlo. No. Tako da pa vključen sem v to skupino za slišanje glasov. To sem pa že par let, kamor ljudje prihajajo na podporno skupino in imajo tam prostor, da lahko pač povejo, kar želijo. Iz imena se lahko razume pač skupina za slišanje glasov, nekateri slišijo glasove, nekateri imajo neke druge zadeve, ampak vsak lahko pride in pač pove, kar želi. Tako da, ja, te stvari me zanimajo. Mogoče, če se malo vrnemo k romanu, naslov je zelo zanimiv, ne? Ja. Titov sin, jaz nekaj, ko pa je zdaj to? Ja. Sem odkril mnogo Titovega sina, mogoče sem ga. Pa sem že mislila, to bo samo ena taka od Frankovih, ne vem, idej, ne vem, ali je to Jocov ali ni, to bo ta zdaj povedala, ampak pravzaprav se pol tam pokaže, ne, da bi bila lahko teoretično ali pa tudi praktično to, da je v resnici glavni junak Titov sina, ne. Malo za hec, da prekinemo. Jaz bom rekel, možno je, ne. Pač jaz hočem ves čas skozi relativizirati norost, ne. Hočem, zakaj, jaz pravim, da nobena predstava, nobena realnost ni več ali pa manj vredna od druge. In ta od Franka v knjigi na koncu ne dam odgovora, mislim, se vsem, če povem približno, kakšen je konc. Ni odgovora, ne, ali je Titov sin ali ni. Mogoče ni. Iz teh podatkov, ki jih imamo tam, je možno vse. In zdaj imamo pa... No, in zdaj imamo pa vir, ne, ti pa lahko zdaj poveš, koliko je zdaj iz tebe to črpan, pa koliko ni pa. Ja, ampak nekaj drugega bi hotel povedati, da ti si črpal
ko sem šel v Salamanko, ne? Ja. Gremo malo, Ti nisi bil nikoli tam, ne? Aha, v Španijo. V Srbiji, V Srbiji sem se hotel ženiti dol. Ja. In sem pol se vračal in bil tam, pa predavanje, pa preko šole za socialno delo dol predaval. In ko 300 ljudi pridem jaz na vrata enega zavoda in ko me vidijo in ko začnejo piti, joc, se pravi, da sem nekaj naredil, ne? In to za eno šteko cigaret, ki sem jo razstalil, ki kjerkoli, v Italiji, v Nemčiji, na Češkem, na Hrvaškem, v Srbiji, v Makedoniji, kofi, se pravi kava, pa cigareti. To je valuta za norce največja. Ma razumete v relativnem smislu, ampak v resničnem. Da daš ti cigaret, eno, ki je brez cigaret, pa ki je brez denarja, pa ki je v zavodu, pa ki gleda čez cesto, lokal, pa ne sme jeti, pa je gor žica na zidu, kaj to boriše. In mi smo pa to žico rezali dol v Srbiji. Pa je prišla nova politična vola, zdaj, ko pridem dol na vrata, ja, veš, zelo na moč not, oni se pa derejo, Prosim? Tako da to je bila Srbija, ne Španija. Aha, v redu. Ja, ampak... Ne, je to njegova fikcija, vsega je 3 leta pisal, ne. Ampak je pa sem pa lahko zmislil, ne. To povej, ko si bil pri meni na obisku pred 2 leti v Polu, kak sistem sva imela. Sploh ni mogel do mene. Jaz mogel vam prideti, ker ga nisem noč pustil. Pa masko, pa pa... A ja, to, ja. Se spomniš, ki smo prinesel program? Ja, spomnim. To je bila cela scena. Jaz sem bil 3 dni najprej v izolaciji, pa sem šel šele v spremni oddelek Pola. Budale. Mislim, ne budale, ampak sam sem bil 8 pojšter, sam. Včasih sem bil pa 30 v eni sobi. Toliko v zgodovini psihiatrije. Ja, ne. Kaj bo vprašanje? Tita smo malo za to, da smo presekali, ne? Ne, Tito, Joc to lahko poveva, ne? Ja, ne, takrat, ko sem bil v Srbiji, sem bil na Dedinju. Sem napisal spominsko knjigo, da ti se en prebere. Kaj sem jaz takrat napisal, ko me je malo nosil. In mene ka nos. Jaz sem take indice, jaz kada vnaprej nekaj čutim. Pa tudi rojenice, pa ne vem, enka Videl je na nek način, ne? A veš, mama se zlorabila, mama je bila na Brdo. Kdo se je z njo igral? Mama je bila 2 leta na pol mrtva, ki mene je rodila, pol en let potismo. Pa je dobila dovoljenje, da šla v Nemčijo delati. Prej ga ni dobila. 20 let je v Iskar delala, ni benmu počepala, so pa kar v samskem domu. Jaz se spomnim na vhodu v samski dom, planino gledam, kako planino. Nive, pa vrtec, pa un avion prišel, ki je bil, ki je zdaj telovadnico delajo na planini. Sem lahko bi še govoril, sem ti povedal veliko, imam pa še nalogo, da jaz napišem knjigo. Pa ne vem, pa bo še Ladzumbo. A je mogoče še kakšno vaše vprašanje, zdaj ste komu kaj porodili, bi kdo kaj delil z nama? Danes ne bom eto še. Zakaj pa ne? Saj smo ena skupnost. Je prav, pa bom. No? Pa bom vstal. Pa bom sem stopil, ker bom rad ljudi predstavil tudi. Pa še raz. Najprej iskrene čestitke za izbor znova mladega pisatelja. 43. Sveta nam prinaša v to sobano vedno nove ljudi, ki burijo duhove. Tudi ta knjiga buri. Jaz sem jo prebral in že drugič je mene. Ne boste verjeli, mi je mladi pisatelj, ki bo nekdaj moj učenec, in me je dirkal po smučišču na Pokruti, ko je skoraj šel, napisal citat, citiram: "Naj norost ne prinaša le težave, ampak tudi premislek in kreativnost." Zamislil sem si, da je pravzaprav takrat, ko smo gledali ga kot učenca,
smo v bistvu gledali mladega pisatelja, nadobudnega, ki je pa danes prišel v zrelo obdobje in je na platoju, kot pravimo iz področja statistike, če se spomnite, na platoju. Prva tretjina tvojega dela je za tabo. Kar mene zelo veseli in res buri duhove, so razmisleki, ki segajo nazaj tudi v študentska leta, ne? Ko so recimo predavatelji Pediček, psihologi, Musek, Pečak, Trstenjak, nam razlagali več vrst psihologij. Občo psihologijo najprej, mladinsko psihologijo, v moji stroki psihologijo športa. Me žal, da takrat tega znanja in vedenja iz te knjige ni bilo, ne? Ker bi postavilo vprašanje o knjigi Psihologija norosti. Ali pa o tematiki. Središčnica tvojega pisanja je pravzaprav en klic, en upor proti institucijam, ki dejansko danes na tem področju psihiatrija, kako govorijo v svojih njegovih izkušnjah, obstaja. Ampak jaz se spomnim malo iz drugega področja, čeprav ni isto, je pa mejno. A veste, Sir Ludwig Guttmann, Stoke Mandeville, Anglija, je prvi stopil iz te tako imenovane klasične, pa ne psihiatrije, ampak obdelave, psihološke obdelave paraplejekov. In rekel, moji paraplejeki ne bodo zaprti, ampak bodo šli ven in je področje športa unesel v njihove programe uspešno. Po modelu smo seveda mi tudi na tem področju naredili, jaz sem s te teme podoktoriral, pa to ni pomembno. Model Švedske je pa točno to, kar se dogaja zdaj v tem pilotskem primeru. Švedi so rekli, ne v geta, ampak skupaj z narekovaj normalnimi ljudmi. Oni so zaprli institucije, ne? Točno to, točno to. In zdaj vprašanje, koliko pa si lahko nor, da si uspešen in to iz tega citata tvojega pravzaprav, jaz tudi pišem zdaj knjigo in tako dalje, pa tudi ta prva so še nekateri pred tem napisane, ampak biti nor v pozitivnem smislu. Moraš si upati. Točno to. Mora biti to polnomočen, ne? Ja. Pri Pedičku, da če bo to zdaj razkladal, kolega, vi pa kar pejte, tega izpita, ne boste naredili. Je pa dejstvo. Tako da, skrajšam, od Vodnikove domačije, gospa Cveta, ker smo poslušali prvič, predstavitev knjige, množica, tudi psihiatri, pa preko Novega mesta, pa še kje, do danes, je pravzaprav en znak, da je knjiga našla pot med ljudmi. Krstnik, kdorkoli že, nagrada naj sledi. Krstnik naj sledi in seveda jaz želim v imenu činstva veliko poti na platoju. Hvala lepa. Hvala. Izvolite. Jaz bi se rada oglasila. Jaz sem to knjigo prebrala. Moram reči, da mi je bila blazno všeč in če jo primerjam s prvencem, odraža en velik napredek. Sploh v slogovnem smislu. Literarno, a ne? Ja. Je pa tudi, njih mogoče zaradi te norosti, je vsak bralec v tej knjigi najde. So področja, kjer se lahko najde, če se vsak iskren bralec se najde. In zato je ta knjiga lahko sila aktualna. Ko pa ti bereš to knjigo, veš, da ni to zgolj fikcija, ampak da je en nujen izliv globokega doživljanja, ki izbruhne kot en neusakljiv vulkan iz same srčike biti. In tukaj jaz pomislim na Kosovela, ki je cele noči škrabal po tistih škrniclih in je rekel, če ne bi pisal, bi pa zblaznil. In jaz ta roman vidim kot nujo, in predvsem občudujem Andraževo iskrenost. In jaz mislim, da to zmore samo pisatelj, ki je zelo odgovoren do svojega dela, ki je odgovoren do samega sebe, ki je odgovoren do tiste osebe, ki jo opisuje, pa nam se zadnje tudi do bralca, ki bo to bral. In jaz
nekako vidim pisatelja podobno kot igralca. Igralec, ki vzame neko vlogo zelo ohlapno pa površno, na koncu stane zelo izumetničena. Če pa se poglobi resno v to, v ta lik, ki ga predstavlja, je na koncu izžet. In jaz mislim, da se enako dogaja tudi s pisateljem. Če odgovorno vzamete svoje dele, na koncu izžet. In jaz sem prepričana, da ta roman, tudi vem, da ni, ne more nastati čez noč, s čimer se rada pohvali recimo Janja Vidmar, ki pravi, da se zvečer usede za računalnik in zjutraj napiše piko. Takšen roman zori, zori mesece in leta in mislim se, da zadnja pika se naredi čez 1 leto ali pa še dlje. Mi je pa zelo zanimiva misel, da biti malce nor ni slabost ali pa zavržnost. Že Kosmak se je s to idejo ukvarjal, vsi smo norci, ampak vsak na drugačen način. Ampak Andraž potem to idejo še malo podkrepi oziroma jo nadgradi in reče, kako že, norost je najlepša ali najbolj čista oblika človeka. Najboljša oblika človeka. Najbolj čista oblika. Najbolj čista oblika človeka. Ko odstraniš ves balast in se pogledaš v gledalo, to je ta norost. Mislim, ta je čista oblika. To je najbolj čista oblika človeka. Zloh pa ne moram pa iti metafor. Metafore so izjemne, mene so čisto obnorele, ker to so res metafore, ki niso umetno skovane, ampak to dejansko tisto izrazno sredstvo, ki dajo Andražu tisto izpovedno moč, kar ti ne moreš povedati s preprostim enostavnim besedam. In rabiš metafora. Pa konc mi je zanimiv. Konc, to mi je všeč, da ostane takšen presenetljiv, da ga vsak lahko naredi in kreira na svoj način. In meni se zdi ta konc v tem romanu izredno aktualen. Meni se zdi, da bolj aktualen, kot se ga ti upa sploh priznati. Zato, ker jaz redko te vprašam, koliko pa je med nami še Titovih sinov in kaj je razumno in kaj je nerazumno, si napisal. Samo ogledalo dej prece, in ne moraš več sovražiti tistega, kar ni takšno, kot smo mi. In ta misel je toliko močna mi tudi zaradi tega, ker ga lahko razumeš kot palindrom, ki ga lahko bereš, ki ima enako vsebino, ali ga bereš z leve ali pa ga bereš z desne. Zaprav je za obe strani. Se veselim naslednjega romana. Hvala za to, da ste res krasno delila svoje občutke ob branju knjige in da ste dala Andražu po moje tudi spodbudo, da bo še naprej zdaj šel že na 3. In da bo seveda, a veste, to je kar ena. Hvala obema za tako lepe besede. Res. Še kdo mogoče zdaj, se počas bližamo koncu? Jaz bi imel še nekaj. Shakespeare je napisal za Hamleta ene znane besede, pa ne bi beat or not to beat. Ampak razumeš metaforo, ko hočem povedati? Shakespeare, veš, da je bilo to v 16. stoletju. A si, a nisi. To iz športnega aspekta Bojan ne bi nikoli dosegel, če ne bo jajc. Saj imel smolo, ki bo Ingemar pač še tam. No, kakorkoli se mi zdi, tudi prej smo se s tabo pogovarjali, nogomet si tako z veseljem igram to, tam ga že vse boli, neka noga nagaja, ampak še vedno, predvsem to razmišljaš. Zdaj, ko bo svetovno prvenstvo. Zdi se mi šport, da to je tista najlepša plat športa je ravno ta plat, o kateri zdaj govorimo. Saj radi gledamo svetovno prvenstvo pa profi, ampak to, kaj šport lahko prinese vsem otroku, recimo duševnim paraplehi, ki so bili to je najlepša plat športa.
Majhnega otroka dajte, takoj bo začel brcati. Tlej žogo, karkoli ne. Se pravim, tle je res tisto, kar šport je najlepši del. Ne? Povezovanje, če odstranimo to marketinško pretiravanje, ki je tudi v športu danes veliko, je to povezovanje in to grajene tudi skupnosti, kot sem prej omenil. In mi, da se pa srečala na nogometnem turnirju Kralji ulice, oba pa tudi sodelujeva vsako leto na turnirju Brcnimo rasizem. Ti povej do konca, da smo mi zmagali in da sem bil najboljši golman, da sem dobil pokal. A smo zmagali? Ja, Eritrejci smo zmagali takrat. Markus je zmagal, on je dal še odločilen gol. Malo sem pozabil, kjer smo bili takrat. Ampak ne, mogoče še to, kar je bilo prej o tem, koliko si upamo biti nori, pa v bistvu sta oba v tem smislu govorila, pač, a ne, pa tudi jaz pišem v knjigi o razumskem pa nerazumskem delu, pač vsi imamo ta nerazumski del, to, kar se v nam dogaja, v naših notranjih svetovih, jaz bi rekel tak nek nemisljivi del, ne, težko vse izrazimo, ne. In jaz zdaj očitno s to knjigo in tudi s tem, kar govorim, kažem tudi ta svoj nerazumski del, nekako svojo norost in nekako drznem pokazati, ampak zdaj, zakaj? Pa če sem dal skozi ves ta proces psihoanalize, 9-letni, to je okrog 1000 ur, 4-krat na teden, 3-krat do 4-krat na teden, to je zelo poglobljen proces, ne, in skozi to sem jaz v bistvu se nekako polnomočil, sem nekako cel kup enih zornih kotov dobil, enih znanj, šel skozi marsikaj, ker je proces takšen, da ti moraš iti skozi to neko transferno nevrozo, ne, ko pač te spodbudi terapevt skozi to, da ti doživljaš zelo močno stvari in si včasih tudi v stiski, no, moraš prebrodati neke stvari in pol, kad daš to skozi, lahko pol to počneš, kar jaz zdaj počnem, ne. Tako da jaz pred parimi leti, jaz nisem bil sposoben pisati o norosti, v teh stvareh tudi sebe dajati na tak način napladena. Meni se zdi nepredstavljivo, ne vem, če gledam 10 let nazaj ali pa 7-8, takole govoriti na takem dogodku, bi bilo meni predstavljalo precejšno stisko, ne? Zdaj imam pa teh dogodkov že kar nekaj za sabo. Tako da to je cel tak proces, kjer zdaj jaz nekako, to, kar ste rekli, ne, da sem odgovoren, pa če čutim odgovornost, da iz to, kar jaz imam, z drugimi podelim in jim pač probam sebi in drugim odpirati prostor tega razmišljanja, ne, da lahko nekaj s tem naredijo. Ne. Tako da, ja. Ja, in tvoj psihoanalitik, ne, Ja, je tudi Igor napisal Okorn, ne. spremno besedo, ne, in Ja, očitno sta šla oba skozi Ja, te procese, sva se ne. ujela, mislim, z analitikom se moraš tudi ujeti. On recimo je oboževalec Dostojevskega, jaz mislim, da je on prebral njemu vse. Tudi v predgovoru je to malo očitno, ne. Pač v psihoanalizi je bistveno je, da ti zgradiš skupen mentalni prostor, v katerem je najbolj pomemben odnos med terapevtom pa med klientom, in če do tega pride, pol res zelo dobre stvari lahko pridejo. No, da do tega ne pride, ampak pri nama je do tega prišlo in potem so se res, jaz sem enkrat rekel, da se travma transformira v kreativnost. Zdaj, jaz ne vem, če je to ni vedno travma, lahko je samo neka druga stiska, travma je tudi močna beseda, ampak tako popularno rečeno, da bomo rekli travma, se je spremenil kreativnost in pri meni, mislim, da je bilo tega kar veliko, in tako da meni ta proces ogromen pomeni in tudi eno od mojih želja, ne, ko pišem in govorim o tej knjigi, je tudi to, da probam malo ozaveščati o tem, da kaj psihoanaliza sploh je, ne. Zato, ker psihoanaliza ni vse, kar se prodaja kot psihoanaliza, danes spet smo pri tem kapitalističnem sistemu, ki se vse prodaja. Pač, ko jaz govorim o psihoanalizi, govorim o psihoanalizi po standardih IPA, International Psychoanalytic Association, pač to jaz razumem pod psihoanalizo. Pa imamo še cel kup enih praks psihoterapevtov, ki so tudi čisto ok, lahko, ampak ni vse isto, ne, ni vse so tudi, ne vem, da jih ne naštevam, ne. Ampak moramo vedeti, da obstajajo razlike med praksami in da ni kar vse isto in da zdaj kar, ne, in pol lahko pride do tega, kakor je pri nas, da nimamo zakona, imamo regulacije in pol na koncu je lahko vedeževalka enačena s psihoanalitikom, ne. Zdaj malo karikiram, pa ne bo ekstremno. Res je tako, mislim, ne. v bistvu na nek način je res, ne. Tako da tudi to bi želel, ne. Tako cel kup enih tem, ki bi rad. Ja, teh šol je veliko, teh izobraževanja veliko, to so dolgotrajna, ne, so zelo različna,
Najbrž ima vsaka svoje poti, a ne, tako kot si tudi rekel, ampak na koncu je dejansko tako, da imamo v tem trenutku, ne, tako, ker se v Sloveniji na področju zdravstva te rečeva tradicionalne medicine vedno izogibamo vsega alternativnega, pa je že cela Evropa ugotovila, da je treba sodelovati in delati skupaj in da so lahko tudi dobri rezultati, ne. Tako se mi zdi tudi tukaj, na koncu pride pa najslabše, ki je neurejen in je vedeževalka, ampak dejansko je lahko tako. A ne? Ja. In ljudje pa iščejo, zdaj so razočarani nad sistemom, a ne? Pač niso dobili to, kar so potrebovali, in iz te razočaranosti potem iščejo izven sistema, ker je pa kaos. In pol pridemo do vedeževalke. Ne? Ampak zato je odgovoren sistem, ker ni nudil podpore, ki jo ljudje Ja, pa da bi pol bili neki certifikati, saj tako smo se tudi za alternativno medicino pogovarjali, ne? Kjer tudi vse, je tudi vse v istem žaklu, dobesedno vse. Ne? Nekaj, kar ima neko vrednost, pa naj bo, ne vem, homeopatija, karkoli nam naštevala, ali pa nekaj, kar je pa v resnici, ne vem, res šarlatanstvo, ki samo izvablja. Ne. Še največ hitro se vidi, kdo sam na denar razmišlja. Ne. Tam je takoj opasno. Ne. Še preden sploh koga pogledajo, sam že povejo, koliko to košta. Izvoli. Ne, ker včasih malo googlam te terapije, si rečem, da je mogoče tak nek uporabniški nasvet, da obratno sorazmerno višja je cena, manjša je kvaliteta. Ne drži li to čisto, ampak je tam nekaj v to smer. Ja, saj sva oba isto povedala, to je žal ena taka kruta resnica. Dobro, mi smo po moje pogovor pripeljali k koncu. Hvala za knjigo. Hvala tebi. Evo, še strani Joca, hvala za ta nocojšnji pogovor, a ne, jaz ne bom nič zaključek, bom vse naredila, ker sem si nekaj napisala, ker se mi zdaj zelo pomembno. Knjiga ni preprosta, ne? Tisti, ki ste jo prebrali, to veste. Ko jo preberemo, nikoli več ne bomo enaki, kot smo bili prej, če jo preberemo z odprtim srcem, jasno. In najbrž bomo v marsičem začeli razmišljati tudi na drugačen način. To je bil tvoj namen in to si v bralcih, če se sama imam za bralko, spodbudil in mislim, da smo danes ugotovili, da se nam je to vsem zgodilo. Mene je bila všeč ta misel, a ne, in tudi Joc jo je prej nakazal, nikoli se ne ranimo čisto sami, ne, mislim, da je tam po Jungu neki, in tudi zdraviti ne moramo sami. A ne, to je tisto, kar pa spodbuja, točno to, kar ti praviš, skupnost, sodelovanje, odpreti se, dati možnost pogovora in sodelovanja in tako naprej. Zdaj knjigo lahko tudi kupite, je z nami predstavnik založbe. Zdaj je meni že bolj všeč, jaz imam še trdo izvedbo, moram reči, da je zdaj broširana, pa jaz imam raje broširane, ker so bolj take fajn za... Pa še cnej. A ja, pa še cnej, evo. Tako da, če kdo še nima knjige, mu toplo priporočam, a ne, pa tudi prvo ima danes zastopnik založbe Goga. Mi pa gremo v december, ampak vsem z malo bolj lahkotno temo in sicer bomo pa gostili, ampak bo zelo zanimivo, Niko Pengal, ki je pa napisala, to je domžalska spletična medična, ki je napisala pa otroško knjigo, s katero želi približati otrokom čebele, svet čebeljih produktov, skratka, tudi toplo vabljeni otroci, govorim pa to, tudi to ni kar tako, a ne, brez čebel, se veste, tisto Einsteinovo misel, a ne, ko ne bo čebel, bomo zelo hitro tudi mi obsojeni na konec, tako da kaj vse s tem povezan, si pa ne bomo od kmetijstva in tako naprej, se bo dalo marsičem govoriti, tako da to je pa tisto, kar nas čaka decembra, a ne. Hvala, da ste bili z nama, hvala Andražu. Hvala. Zdaj pa Žango še naprej. Hvala. Pa smo. Super je Hvala. bilo, evo. Je bilo? Ni bilo tako, ne. Artroza,
Koncem, sklepna revma. Trsen že, ne? Tegobe, vem. A moja zdravnica prav? Ja. Jaz sem 7 let hodila v šolo, sem rekel, ja, mene pa boli, pa nočete pogledati mojih nog. Pravi, najprej moraš štoko, pa štoko, pa najšto kolev.